Ja, težko pišem, ampak res je tako veselje imam ob teku, da mi je vse ostalo nerelevantno. Ti ne vidiš, da je kaj narobe s tabo in se nočeš sploh boriti proti temu. Pač vedno se najde nekdo, ki mu bo mar zate. In da pač se mu zaupaš, pa na glas poveš, da veš, da je nekaj narobe s tabo, ker potem tudi začneš sam verjeti. Če želim trenirati naprej, da se lahko v, ne vem, kakšnih 4 letih tudi že pogovarjamo o maratonu za 2 uri 35. No. Se že hecali vsi, tudi trenerji in drugi, da imam največji fan klub po moje Sloveniji. Spoštovane tekači in tekačice, maj je še vedno, ja, prav imate maja, čeprav je vreme aprilsko, nič ne de, teči se da, pa zraven poslušati podcast, zagret za tek z mano je danes izhajajoča zvezda slovenskega teka, Nina Gubanc. Nina, živo? Živijo. Kako si, Nina? V redu, hvala. Ti? Danes še nisem tekel, kaj pa ti? Sem, ja, mila sem iztek sem. Iztek, zakaj iztek? Ker imam ta teden malo bolj regeneracijski, tako da je vse bolj v easy. Imaš še kar po generacijski, po Wingsih ali po čem drugem? Po Wingsih sem tekla še trojke, no, tako da tisti je bilo pa tudi kar naporno, zdaj pa v bistvu je itak to poletje bolj sezona, ker sem najprej malo spočiveš, pa se pa še začnejo priprave za jeseni, tako da. Lepo povedano. Priprave za jeseni so tudi meni všeč, ker sem nekako to spomladanski del sezone malo, dajmo reči, dal na stran, bom jesen treniral. Obljubim, da bom treniral, zdaj se bom pri tebi naučil še kakšne nove treninške metode. Ja, Nina, najprej čestitke za še eno zmago na Wings for Life. Hvala. Šla tja kot favoritinja, so te zdaj že gledali malo tako, ali si šla neobremenjeno? Mislim, smo kar nekako ciljali na zmago, no, tudi s trenerjem pa sotekačem, ampak v bistvu sem pa tako sem imela, da karkoli bom zadovoljna, ker je pač dobrodelan tek in greš tet za to, da zbiraš denar, ne za to, da narediš rezultat. Ampak vseeno, kakšen je bil plan od štarta ven, kakšen tempo vžgati, kako se lotiti te proge? Ja, tako hitro, da bom pač spredi od žensk. Nismo šli preveč hitro, no, smo zaštartali tam za 4:20 pace, kar je solidno, ampak sem že tekla hitrejš, tako da sem vedela, da bo šlo, no. Katera od deklet ti je v bistvu bila največja konkurenca na tej dirki? V bistvu prav ne vem, ker tujk res nisem poznala, vem pa, da je bila tudi zelo dobra ta gorska tekačica, Maruša Brkić, no. Se mi zdi, da je tudi tekla, ko smo videli v štartu, za ostale pa res ne bi vedela. Ostale so bile pa že toliko zadnji, da... Ja, zdaj pa res, zdaj imaš pa že 2 zmagi, naslednje leto greš na hat-trick, mislim, noro, stara si 23 let, ja, prav ste slišali, 23 let, pa že zmaguje, dela kot nogometna trenerka, tega tudi niste vedeli, ja, to je tudi en super podatek, pa teče v ekipi Romana Kejžarja. Ne prav dolgo, ampak dovolj dolgo, ja, da se je izstrelila med maratonske potencijale, ker je lani v Ljubljani odtekla izjemnih 2:51 na svojem premiernem maratonu. Bi še kaj, dej prosim še kaj dodaj, Nina, dej se malo opiši, ker vidim, da nimaš nobene treme, ali kako? Malo, ampak gre. Ja, ne vem, mislim, tečem zdaj tako, da sploh karkoli tečem že recimo da 4 leta, no, prej nisem sploh nič, ker mi je bil tek muka. Potem je pa čistko enkrat mami rekla, če grem malo odlaufat. Pa takrat sem sicer zelo trpela, tiste 4 kilometre, koliko so naredili, ampak itak nekako, ko začneš, padeš noter. Potem sem pa lansko leto, smeti januarja, ja, začela pa prvo trenirati, ker je fino, da pač malo probaš se malo izvati na nek drug način, pa malo greš izven cone obdobja. Pa še korak nazaj, Nina Gubanc se je s športom sigurno srečala že precej prej, pa je ti tudi žoga pač ni bila tuja? Ja, res je.
sicer nogomet sem trenirala v osnovni šoli, kar je zdaj že, ne vem, 8-9 let nazaj. Potem sem šla v kickbox pa boks, pa precej dolgo sem se ukvarjala tudi s crossfitom, pri Mateju Markoviču sem trenirala, no. Tako da pri njem sem res dolgo delala na moči, tudi malo sem se posvečala weightliftingu. Ampak ja, nisem pa nikoli nekaj ful tekmovala ali pa bila čimarkoli zelo uspešna, no. Zdaj, simulacija okupenih istočnic, ne? Najprej nogomet, Ja. kickbox, weightlifting, zdaj moram preveriti, ne? 23-letno dekle je nasproti mene, s katero se zgovarjam in je zdaj povedala par športov, ki se jih jaz ne upam lotiti, verja po vrsti, kako se recimo, pa danes vem, da mislim, da je v Radomljah je ženski nogometni klub, ne, tam okrog vas, pa še kje so, no, in da so dekleta vse zadnja leta, kar po zadnjih 10 let ukvarjajo z nogometom, ampak malo pred tem ni bilo to tako običajno. Kako si se ti recimo znašla v nogometu pri vseh možnih športih, od gimnastike do, ne vem, plezanja, do ne vem česa vsega, ti si šla pa v fuzbal? To je že zelo dolgo nazaj. Kaj pa vem, vedno so mi bili všeč kakšni taki športi žogo, pa tudi borilne veščine, no. Tudi nikoli nisem, mislim, jaz sem vedno raje bila odzunaj, pa letala naokrog, kakor pa recimo, da bi bila noter, pa ne vem, ustvarjala karkoli. Potem pa še ena kolegica v bistvu je trenirala že takrat na Krimu in je mojim staršem povedala, da je neki igralni dan v Radomljah prav za punce in sem šla res tja probat in ne vem, mi je pa ostalo všeč in pa sem trenirala 2-3 leta nekaj takega. Na katerih pozicijah so te urali v ekipi? Ko sem bila mlajša, sem bila bolj v napadu, potem sem šla pa bolj v obrambo igrati, ampak iskreno, jaz sem to trenirala, ne vem, tam pri selekciji do 13 neki, tudi nisem bila zelo dobra, jaz sem to igrala bolj za veselje, no, tako da povsod sem bila. Ampak imela si pa izkušenj, kakšne turnirje ste igrali, pa tekme, pa to je pa bilo, ne? Ja? Ja. Pa ti je, mislim, ta ekipni šport, si se znašla v tem tako rekoč, a ne, ti je všeč? Ja, mi je in tudi recimo zdaj, kad tečem, čeprav je individualni šport, opažam, da pač brez ekipe ne vem, če bi lahko sploh karkoli dosegla, ker res se pozna to, če se lahko zaneseš na drugega. Tudi zdaj, ko imam pač otroke, ki jih treniram, prvo, kar jih naučimo, je, da morajo pač sodelovati med sabo in si pomagati, pa kot prvo biti kolegi izven in na igrišču, no. Vsem si se znašla zdaj v poklicnem nogometu kot trenerka pravzaprav, ja? To je pa dosti smešna zgodba v bistvu. Jaz sem si po srednji šoli vzela leto pavze, ker nisem vedela, kam bi šla na faks, malo sem bila še zmedena. In sem se večkrat sprehajala s psom po ulici. Mojega brata mlajšega je pa takrat treniral trener, ki je v bistvu vodja nogometne šole v Komendi, kjer zdaj treniram. In me je večkrat pač opazil, da se, ne vem, popoldan skozi šetam gor pa dol in da ne hodim nikamor v šolo, ne v službo. In je vprašal, kaj počnem, mojega brata. In je on rekel, da pač povzeram in da razmišljam, da bi šla na pedagoško ali pa kaj tasga. In ta trener je takrat rabil zamenjavo za eno trenerko za vrtčevske vadbe, ki je šla na izmenjavo. In je potem vprašal, če bi jaz mu pomagala. In ja, no, začela sem pa s 3 vadbami vrtcev na teden. Zdaj pa nekako 3 leta za tem imam pa vsak dan, ne vem, 2-3 treninge, tako da. To je delovnik pravzaprav, ali kako? Skoraj. Počneš še zraven, še kaj drugega študiraš, kakšen je tvoj dan še potem? Ja, študiram zgodovino slovenistiko, sicer zelo nadaljavo, ker pa tudi dopoldan delam v enem skladišču, no, tako da bolj delam, kakor pa hodim na šolo. Ampak mislim, niti dolg čas, moraš imeti kar strukturiran dan, da ti to vse znese, ali kako? Ja, kar ja, dolg čas ni. Dejva, en dan v življenju ni negubanc, mal pokazati, izvoli, zato da bodo dekleta tvojih let morda videla, kaj se da vse narediti, pa moče one ne vejo, da se da. Ja, mislim, če malo črto socialno življenje se da. Ne vem, ostajam tam okrog, čisto odvisno, 6-7 zjutraj,
potem pač nekaj na hitro pojem, gremo teč, to kar manj tisti dan. Pa grem načeloma delati v to skladišče, v Mengaš, ki imam zraven. Popoldan grem pa potem še na nogomet, ne vem, kdaj imam en trening, kdaj imam 4. Potem začerka pa pridem domov, pa v bistvu samo še noge v loft, pa gledam Netflix, pa grem spat, to je to. Kar zahteven dan. Kako pa skrbiš, kdo rekel, za prehrano, za hidracijo, za mikro in makronutriente in tako naprej? V bistvu delam s prehranskim svetovalcem, z Leonom Bedračem. Živijo, Leon. Ja, to pa v bistvu sem se odločila lansko leto maja, junija. Zaradi tega, ker sem imela kar nekaj težav z anoreksijo prej, no, in sem vedela, da če ne bom začela več jesti, pa boljš jesti, da ne bom mogla to klaufati, kot zdaj dejansko. To je pa, zdaj Pandorina skrinjica se je odprla, ravno kar sama si omenila anoreksija, veš, da te moram vprašati v tej smeri, ampak čakaj, nogomet, jaz poznam unce, ki se ukvarjajo z nogometom, pa so vse, bom rekel, bojevite in kar pri močeh. Potem poznam tudi kakšno, ki se ukvarja z borilnimi veščinami, pa nobena ni pred suhljato dekle, če smo že pri tem. Ti si bila v fuzbolu, si bila v kickboksu. Kako gre to skupaj z anoreksijo? Kako lahko to sploh funkcionira? No? Mi povej. Ne funkcionira, mislim, zelo težko. No. Jaz sem na anoreksijo dobila nekje pri 16, se pravi v srednji šoli, ko takrat nisem več trenirala nogometa, ampak sem pa kickboks in v bistvu ni šlo. Kadarkoli sem šla na trening, sem po 20 minutah treninga se mogla usesti, ali pa skoraj da me uleš na tla, ker sem mi začel temniti, mi je bilo slabo, bila sem čist šipka. Šla sem od enih boljših bork do čist začetka, ker fizično nisem bila sposobna sploh udariti ali pa brcati. Kaj so rekli starši tvoji, pa trener, pa so tekmovalci, so tekmovalke, mislim, vse so videli pač to spremembe na tebi? Mislim, ja, trener je opazil, je rekel, da me enkrat kar izginila, da me je vsakič manj. Starša sta bila precej zaskrbljena, tudi mi je oče v bistvu zelo omejil treninge, ker jaz sem hotela trenirati praktično vsak dan. Sem pa lahko samo 2-krat na teden, pa še to pogojno, da sem se ves čas tehtala in vzdržala neko kilažo. Tudi recimo v šoli je tudi profesorica opazila, da je nekaj narobe z mano in kot nekterala starše. Tako da v bistvu je bilo kar precej ljudi, ki so opozarjali, da nekaj ni v redu in me nekako zbrcali, tako rekoč. Boš rekla, da vem, da so borilne veščine lahko zelo krut šport, posebej pred borbami, ko je treba za svojo kategorijo, za svojo težo pač čim bolj zrezati tiste kile, pa se zdehidrirati, pa ne vem kaj. Je tudi to pri tebi botrovalo ali so bili drugi psihični vzroki? Ne, pri meni to ni bilo, zato ker nikoli nisem prišla do tega, da bi začela tekmovati, ker tik preden sem bila na tem, da bi, no, je bila potem korona, pa pač smo mogli biti doma in vse to, tako da ni prišlo do tega. Ko sem se pa vrnila nazaj, pa sem bila čist ven iz forme, tako rekoč, se pravi, ker sem bila šloh. Pa tudi takrat sem se že začela malo več s crossfitom ukvarjati in mi kickboks ni bil več prioriteta, no, tako da. Si predstavljam, okolica je opazila, starši in tako naprej, vsi ste se lotili tega problema, ampak najprej moraš pri sebi pač si priznati, da je nekaj narobe, pa da to začneš aktivno reševati. Kako si ti pač, jaz sem že govoril z dekleti tudi v tem podcastu, kakšna rekla, da ne veš, da je kaj narobe s tabo. Ti imaš neko predstavo o sebi, misliš, da je vse v redu, čeprav ti cel svet kriči, da je nekaj narobe. Kako si ti preklopila zdaj, joj, to ni v redu, to je samo destruktivno? Ja, res je zelo težko, v bistvu je, da bi imel skozi nekoga v glavi, ki ti govori, deli to, ne jesti, vse je v redu, pusti ostale ljudi, ne poslušaj jih, samo ljubosumni so nate. Tako da ta del je definitivno res, res težek, pa iskreno ne vem, kako preklopaš mene, kar je rešil, je bil v bistvu tek potem, no, ker se pravi, sem vedela, da če ne bom jedla, če ne bom nekaj spremenila, da se bom slejko prej zrušila in ne bom mogla trenirati. Sama si prišla do tega, ali so v bistvu tudi, si morda dala kakšno terapijo čez, si morda imela strokovno pomoč? Ja, ne, nisem sama, sploh ne. Sem imela več psihiatrov, psihologov, terapeutk, predvsem starša, no, sta mi tudi ful pomagala.
Oče je bil v bistvu tisti, ki se je tako rekoč boril na mest mene, ker sem se tako, mislim, nekako, tako kot si omenil, ti ne vidiš, da je kaj narobe s tabo in se nočeš sploh boriti proti temu. Zato se je potem v bistvu moj oče to bolj zavzemal in mi tudi grozil, da če ne bom jedla, da ne bom smela telovaditi. In to je v bistvu prevagalo, ker ti je bila ta tek oziroma šport tako pomemben, da si se prisilila, da si jedla. Tako, ja. Zdaj da grozno, koliko časa recimo je trajala pri tebi faza, ne vem, bolezni, če temu tako rečejo, pa potem od tam, ko si začela to reševati, da si lahko rekla, da si iztahuješ ga ven, no, da si vsaj, da obvladuješ recimo svoje stanje. Mislim, recimo, kakšno leto ali pa leto pa pol je trajalo, da so ljudje začeli porajati, da nekaj ni v redu. Takrat sem pa tudi začela hoditi do zdravnikov pa terapevtov, ampak da bi dejansko se začela zdraviti oziroma kaj spremeniti, je pa trajala 4 leta, tako je tazga, no, ker je bilo vse zelo, mogoče, če sem fizično se takrat že začela izboljševati, da sem začela malo več jesti, ali pa psihično čisto uničena in ja, ni bilo v redu. Boš rekla, da je to anoreksija v osnovi bolezen samo podobe, pravzaprav, ne? Kako sam sebe vidiš in kaj sam sebi meniš. Ja, pa nekako je v bistvu to po mojem samo odraz tega, ker nisi zadovoljen s stvarmi okrog sebe, ker se ti zdi, da nimaš ničesar pod nadzorom in potem preusmeraš se v tisto, kar lahko nadziraš, to je pa pač hrana oziroma svoje telo. Si morda imela tukaj še prijateljice ali pa si poznala punce, ki so bile v podobni situaciji, kot ti? Ja, sem imela iz srednje šole kolegico, ki je tudi imela podobne težave. Pa tudi pozneje, ko sem govorila s kakšnimi, so priznale kasneje, da so imele podobne težave. Tako da v bistvu je to, se mi zdi, da zelo, zelo pogosto, sam pač ljudje tega ponavadi ne govorijo na glasno. Ker se morda tudi ne opazi pri mladih puncah, pa fajne, če so suhe, pa itak so suhe, pa tako naprej, ampak zadnji se skriva lahko kar grozna stvar. Recimo, ne vem, zdaj, ko delaš z otroki, pa tudi z mladimi dekleti, najbrž ti prej opaziš dekle, ki ima take težave, glede na tvoje izkušnje. Ja, se mi zdi, da res opazim to. Zdaj, jaz načeloma delam s fanti, pa še to mlajšimi, tako da hvala Bogu tega tam ni, no. Ampak pa kar hitro opazim te vzorce, ker recimo nekdo samo malo brska z vilico po krožniku, ki se ves čas gleda, ki se skozi drži za trebuh, recimo, ki trenira do izčrpanosti, pa še naprej, pa si še ne dovoli, ne vem, pojesti enega sladoleda ali nekaj. Take stvari, ki so v bistvu zelo malenkostne, ampak ja, če si kdaj bil v njih, porajtaš. No in hočeš reči, ampak tle pa treba celo družinsko celico, treba podporno okolje, da se iz tega zvlečeš, pa sam moraš tudi veliko. To je ene vrste maraton, tek na dolge proge. Ja, definitivno. Več je faktorjev, ki jih moraš upoštevati, sigurno veliko ljudi rabaš, da ti pomagajo, se mi zdi, da je zelo težko, da to sam narediš. Pa v prvi vrsti se moraš v bistvu s tem sprijazniti, si moraš priznati, da to, kar delaš, ni ok in da ne boš mogel živeti na ta način. Se pravi, nekako moraš tudi, ne vem, osebnostno malo dozoreti ob tem, ne preskočiti, ker marsikakšno stopnjo nekega razvoja pa samo dojemanja. Ne? Ja, to pa skoraj ziherno. Se mi zdi, da jaz sem s tem res kar precej dozorela, no, saj če ne drugega sem pridobila na disciplini, kar ni slabo, ne, zdaj za moj šport. Ampak recimo, ajde, kdo bi pomislil tako in to je pa pozdraviti, zdravci anoreksijo s tekom, pa to je kontraintuitivno. Tam si ponavadi so anoreksičarke tiste, ki preveč športajo in tek je potem destrukcija, ampak ti praviš, da pa tebe je pa tek rešil. Lahko to moče malo razdelaš. Ja, se to je tako mogoče malo čuden, ali kaj jaz vem, ampak definitivno tek je nekaj, kar tudi izrabljajo anoreksični ljudje. Pa meni iskreno tisti občutek, ki ga imam, ko tečem, je toliko, ne vem, toliko boljši, toliko močnejši, kot pa tisti,
ker zgubim 5 kg, kaj jaz vem, da v bistvu mi to pretehta vseeno. In ja, težko pišem, ampak res je tako veselje, imam ob teku, da mi je vse ostalo nerelevantno. Kaj zdaj najraje ješ, recimo, kaj je tvoja najljubša hrana? Uh, toast pa med ali pa čokolino. Ok, to za zajtrk, ampak tega ne moreš jesti cel dan, kaj pa ješ za zajtrk, pa za kosilo, večerjo. Um, no, zato rada jem stejke, goveje, rare pečene. Pa ne vem, makaroni s kečapom so v redu. Mislim, zelo preprosto si to povedal, Ja. meni je tudi to všeč. Simpel hrana, zelo, zelo okusna in nasitna. Se moraš tehtati, recimo zdaj čistko, da vidiš, kje si, tudi sama sebe delaš to pogosto, redno. Ja, tehtam vsak dan štejem makrohranila in se držim tistih pravil, ki jih imam za upoštevati. No. Če bi ti teža recimo preveč zanihala, bi to lahko bil tudi problem, ampak če imaš, ne vem, bedrača tam, ti zna tudi v tej smeri kakšno stvar povedati. Ja, absolutno. Mislim, delava tako v bistvu, da jaz pač skupaj določava cilje, ki jih hočeva doseči in potem v bistvu na podlagi tega prilagodiva jedilnik. Zdaj je kar težko, ker sem mogla začeti res več jesti v zadnjem času, pa so mi šle kile gor, normalno, sicer se ne tehtam, ampak pač opažam, no. Tako da ne bom lagala, še vedno je težko, zelo težko se sprijazniti s tem, ampak se pa zavedam, da je pač to neko nujno zlo, no. Tako da pač, ja, gre. Ko tečeš na kakšni prireditvi, ko vidiš punce, ki so hitre, najbrž, pa že prej sva rekla, pri mladih puncah, pri tekačicah je najbrž to še bolj očitno. Mislim, mi kot laiki bi rekli za kakšno, da je malo presuha, pa seveda, a ne, si rečeš, če je tako dobra, pa že toliko časa, najbrž je to njeno optimalno stanje, ali pač ne, no, tudi pri tekačicah ti gotovo vidiš, da je to problemno, če že govorila nasploh o neki epidemiji anoreksije na en način. Ja, zelo težko sicer rečem za druge, ker nikoli ne veš, kaj ima kdo v ozadju. Ampak se pa recimo vidi pri kakšnih, ki so res tako kost pa koža, se mi zdi, da je to zelo nezdravo, no, saj za večino ljudi res ne, ker mečkar maščobe pač rabiš na sebi, sploh ženske rabimo še toliko več. In tudi, če so zelo hitre te punce, pa si potem večkrat mislim, mogoče, če bi jaz zgubila kakšno kilo, bi šla še hitrejš. Ampak ne gre, prazna vreča ne stoji po konci in moje telo ne deluje tako, tako da. Najbrž ja, se opaziš tudi te hormonske razlike, ne pa, ne vem, pa izguba menstruacije in tudi najbrž so to prvi, to so taki znaki, ki so prvi znanilci, da je neki telo shutdowna zaradi tega, ker nima dosti kalorij. Ja, so ja, tudi sama sem jo izgubila. Tako da v bistvu to je zdaj tisto, na čemer delava z Leonom, no, primarno. No, zdaj, sem vesel, no, da si na rekel, trajektoriji navzgor, da rešuješ to, praviš, je pa to constant struggle, to je dnevni, to je boj ves čas, a ne, s tem. To ni stvar, ki je zdaj davno pozabljena, pa ni več prisotna v tvojem življenju nasploh, a ne. Ja, se mi zdi, da saj jaz no, ne bom se nikoli znebila tega, to pač bom imela po moje ves čas malo v glavi. Ja, naučiš se živeti s tem. In si narediti življenje tako polno, pa zanimivo, da te tisto povleče, ne pa razmišljanje samo o tem, kaj je. Ja, Kaj moraš pomaga, da ti ni dolg čas, da imaš dosti stvari v življenju. No, mislim, mogoče, recimo, no, sej ne bova, jaz nočem, da pametujeva preveč, ampak vseeno, no, tvoja izkušnja se mi zdi neprecenljiva za marsikatero punco tam zunaj, par let moče mlajšo, ne vem, jaz imam hčero staro 16 let, vidim, kaj se tam okrog dogaja v tej generaciji, to so tako občutljiva leta, ne, in zelo hiter, kakšna gre, malo čez rob. Mislim, kaj bi ti, marsikaj sem že povedal, ampak kaj bi ti, recimo, če bi prišla kakšna punca do tebe, pa rekla, Nina, to si ti dala skozi, kaj ne naredim, da bo šlo to, da se izvlečem iz tega brezna. Kot prvo bi svetovala, da najde nekoga, ki mu zaupa, da mu vse pove.
Da lahko je to starš, lahko je to najboljši prijatelj, lahko je to terapevt, kdorkoli. Pač vedno se najde nekdo, ki mu bo mar zate. In da pa se mu zaupaš, pa na glas poveš, da veš, da je nekaj narobe s tabo, ker potem tudi začneš sam verjeti. In pa predvsem, da se mora zavedati, da zaradi tega, ker bo shujšala, ker bo imela manj kil, ne bo nič več vredna in ne bo noben imel rajš, noben je ne bo bolj opazil. In v bistvu s tem, ker se krč, ker se fizično manjša, se bo tudi nasploh skrčila in bo imela manjši krog življenja. Slej ko prej bo izgubila vse prijatelje, če jih še ni. Tudi se mi zdi, da če to zna pomagati, si lahko govori, da bo zelo slaba oseba, če se bo prepustila tej anoreksiji. Saj jaz sem videla, da sem bila zelo ves čas sitna, vse ljudi sem odrivala stran, nisem se hotela pogovarjati z nikomer, za vse sem mi mislila, da mi želijo samo slabo in nasploh sem bila res slaba oseba. No. Tako da ja, to je, mogoče bi jim to nekako malo pihala na dušo s tem. Pa ne vem, kaj pa vem, objela bi jih, kaj jaz vem, zato ker mi je res hudo, ker vem, čez kaj grejo, no. Sem prav, da se o tem veliko pogovarjamo, ogromno teh primerov zanika sem in tja, mogoče si včasih kar malo zatiskam oči, pa rečemo se, to bo šlo, ampak to ni razvojna faza, to je bolezensko stanje, ki ga je treba zdraviti, sicer gre samo na slabš. Super si to povedala, izvrstno, hvala Nina za to tvojo izkušnjo. Verjamem, da bo marsikakšna punca razmišljala, a ne, in tudi, kar mi pa še bolj pomembno, ja, ne rabiš pustiti športa, ki ti je všeč, tako se zdraviš, ker ti si uspešna maratonka, kljub temu, da si dala to skozi in si zdaj zdrava in lahko odtečeš 100 in več kilometrov na teden. Upam, da pomaga komu. Ja, tudi mlade punce tole poslušajo, pa poslušajo mogoče malo starejše tekačice, ki imajo svoje hčerke, one zdaj bolj pozorne pri stvareh, ki so jim mogoče ne zdijo problematične, pa so problematične in morda pa so kaj naredila, no, v tem področju. Zdaj mi povej, kje pa je prišel potem po kickboksu v tvoje življenje, weightlifting, pa gym, pa Matej Markovič, pa trening za moč, no, kje pa se je to znašlo? No, v bistvu sta starša prva trenirala CrossFit pri Markoviču, zato ker je imel vadbe v sosednji vasi od mene, no. In sta enkrat rekla, če grem v sestro probat, in kakor sem na začetku sem mislila, da je to neka vadba za starčke, to je tako kar neki, so v tem obe v prvem treningu bili čist fertik. Ampak ne, mene je tako všeč taka vadba, ki moraš iti res do konca, ki greš iz cone obdobja. Sem pa začela hoditi enkrat na teden tam, potem sem pa res padla noter, pa te vadbe, se pravi, tudi anoreksija je nekako, še vedno, kar je bilo slabo, je bilo pa dobro to, da sem zaradi nje vzljubila šport in se začela toliko bolj truditi v športu. In sem tudi precej hitro napredovala. Tudi trener je potem v bistvu kontaktiral očeta enkrat, da če bom tako napredovala, pa toliko trenirala, kakor sem, da sem slejko prej zrušila, ker je nemogoče, da toliko napreduješ v to kratkem času, pa to kar naprej peljaš. In če kdo ve, kaj o ekstremih, je to itak Markovič. Tako da potem nekako je tudi on začel mi pisati program za weightlifting, ker je rekel, da je zelo dobro, recimo, če nabildaš na moči, da se lažje sprijazneš s tem, da se rediš. In potem sem se zato podala v to, no, ker sem si pač govorila, da če se že moram rediti, da pa hočem vsaj mišice, ne maščobe. Tako da potem sem že takrat malo začela spremljati prehrano, začela sem delati z res težkimi utežmi, trenirala sem, ne vem, s kettlebelli, pa potem weightlifting 2-krat na teden. Tako sem tudi imela treninge praktično vsak dan, ampak samo tako rekreativno, čisto zase. Ampak so se začele poznati, mislim, ta nalaganje mišic na tvoje telo so šle kile gor v tej smeri s to vadbo? Ja, mislim, definitivno zredila sem se za 8 kil, pa tudi sem pridobila na moči, no, mislim, deadliftala sem lahko 2-krat na svojo težo, tudi počepe sem delala zelo težkim kilam,
bench mi ni bil problem, tudi v kalisteniko sem se malo podala vmes, tako da sem tudi pull-up se osvojila, tako da ja, se je poznala. Si šla na kakšno, bom rekel, tekmo, kakšen izziv, kaj tazga, preizkus? Ne, nikoli, se pravim, to je bilo čisto za me. Pa so ti moče, glede na to, da si res hitro napredovala, so ti predlagali tudi mogoče, da se preizkušiš v tem ali tudi ne? Je bil en trener, ja, ki je imel nek seminar powerliftinga, tukaj sem šla pa prek boksa do njega, je pa takrat rekel, ja, da bi me on kar vzel k sebi za powerlifting, da pač, ker sem majhna, da sem zelo močna, no, in imam potencial, kaj se vem. Ampak to ti ni bilo takrat izziv, ne? Ne, ni to. Ne, nihče ne bi mislil, jaz sem res, mislim, uživam v tem pogovoru, neizmerno ogromne stvari v tebi izvem, ki jih delš od tega, da bi jih vedel, če bi te človek srečal, pa parkrat smo se srečali, a ne, zdaj na kakšnih tekaških stezah, Ja, tudi pod rato ne pomislil, da ti lahko pobenčaš ali pa podeadliftaš, ne vem, 100 kila, ne, kaj tazga, ne, ker ne deluješ, pa ne bom rekel, da deluješ kar kot dekle, ampak si pač tekačica, a ne, in imaš po sebi, še treniraš zdaj, še delaš vaje za moč. ja, zelo premalo. To pa priznam. Zdaj sem res, vmes sem čisto skoraj nehala, tako da zdaj spet probavam malo nazaj, ampak zdaj se ful bolj posvečam lastni teži, pa z manj kilaže delam, ker mi enostavno bolj paše to. Sicer vem, da po drugi strani je fajn delati na maks moči, ampak iskreno, če se nekaj ne počutim dobro delati, pa tega ne delam več. Kaj pa zdaj recimo, evo, jaz tudi tega ne delam dovolj ali pa skoraj nič, pa bi, katere vaje z lastno težo pa rada počneš, evo, da se mogoče kaj tezga nalezem od tebe. Um, no, nasploh drugače imam zelo rada jogo, tudi hodim enkrat na teden skupaj z mami na Bled na jogo. Drugače pa sklece imam najrajš, sam dobro, to pri tekačih jih ne pride najbolj prav. Delam te enonožne deadlifte, se pravi predklone, potem kakšne stopanje na klopco, tudi zelo so mi všeč kakšni poskoki, ali pliometrija, ali pa ne vem, skoki na klopco, s kolebnico zelo rada skačem, to imam še od boksa. Pa dvigi, no, tudi ti pull-upsi, to mi je tudi ful všeč. Koliko jih narediš? Na Pa zadnji, ko kosno. jih probavala, sem jih 12, ampak zdaj jih po mojem sem še ene 8. Okay, to je izziv. Kaj je dobra številka? Če jih narediš 10, to že pomeni, da je čisto v redu. Okay. Ja, mislim, meni je to super, no, tako se mi zdi kar v redu. Koliko ste jih delali recimo v serijah tam pri kakšnem crossfit treningu naenkrat? Ja, po 100, mislim, da so bili taki treningi, ne vem, 100 dvigov, 200 sklec, 300 počepov in pač to delaš, tako da tisti so bile brutalne cifre. Zdaj, CrossFit je zdaj malo zamrl, zdaj je High Rock sprašal, si to, Ja. kaj spremljaš, kaj gledaš, te kaj vleče, morda probati to. Spremljam veliko, ja, ampak me ne, no, se pravi, jaz sem zdaj čisto v teku, kar pa delam zraven tako na moči, je pa čist sam, ja, za moj užitek. Pa ti trener Roman kaj že reče, tudi za te kavaje, kjer moraš delati, ti to prepušča tvoji domeni čist. Ja, mi je poslal prav seznam vaj, ki jih moramo delati. Pa sem jih ene parkrat naredila, ampak ne pa dovolj pogosto. No, Roman Več tega. veščine. Roman tega ne poslušati, ja, ti imaš drugo delo zdaj, ja. Nina bo tudi to, evo zdaj, Bom. pa so prišla, se pravi, poznih najstniških letih, v bistvu zdaj že rečejo, kaj med korono, po koroni, pa ti potem ta tek, ti pa tek zleze pod kožo. No, kje si začela tekati, tamle okrog Komende, kje je most, kje so tvoji tereni? Vodice, jaz sem v bistvu iz Vodic, no, pač polja. Začela sem čistko, se pravim, z mami, sva šli 4-kilometrski krogec okrog po občini, pa še to smo mogli vmes ne 6-krat se ustaviti in hoditi zaradi mene, ne zaradi nje, ona je bilo skozi tekla. Tako da nekako tako se je začel, pa sva 2-krat na teden probavali hoditi vsem teč. Pa kaj enkrat, se pravim, ker pa enkrat šlo, ker sem lahko pretekla cel krog, mi je bilo pa že kar malo. Pa sem pa začela v sobotah še več teč, kakšne 10-ke. Tudi sem šla na kakšen trail prek Markoviča tudi. In ja, nekako pol je bilo tega toliko na koncu, da sem tekla že praktično vsak dan. Čisto
tako kot džabe. Spet, a je bilo spet v teku isto kot, bom rekel, v telovadnici, da je bil tvoj napredek hitrejši, kot bi pa bilo pri kakšnem običajnem rekreativcu? Kaj pa vem, iskreno niti nimam toliko občutka, ampak bi rekla, da ne, da ni bil tako hiter napredek. No. Ja, saj sem zdaj v zadnjem letu ful napredovala, samo to so predvsem treningi od Romana. Tisto, kar sem pa sama tekla, je bilo pa zelo tako, no, pač solidno za rekreativca, ampak nič neki, da bi ful izstopala, karkoli. To si ti dala čisto po občutku, ali si pregooglala kakšno reč, prelistala kakšen priročnik, vprašala koga? Ne, v bistvu sem po muski. Bila hitrejša muska, sem tekla hitrejša, če bom časnejša, pa časnej. Mislim, to še danes delam, no. Če imam slušalke gor, ki grem teč, pa kar malo se zgubim, vplešem vmes, pa kar gre. Ampak kdo te je pa potem zvabil na tvojo prvo tekaško, neko tekmo prireditev? V bistvu moj sotekač Jakob Korenč, ki je tekel z mano maraton v Ljubljani, je me začel spremljati, ker sem tudi hodila na kakšne te traile, pa to se pravim. In je tudi, mislim, da v Ljubljani, ker sem šla polovičko enkrat sama odlaufat, pa sem tekla tam okrog ure 30, je potem rekel, da je to res zelo dober čas in da bi mogla priti k njim k Romanu, se pravi. In je pol prek ene kolegice, mislim, Ksenija Hribar, ki se še zdaj kdaj skupaj tečeva, pa ki me masira ves čas. Sva v bistvu, je pol ona mi je začela v Jakovovem imenu govoriti, da moram začeti trenirati, ker imam dosti potencijala, no. Ljudje okrog tebe so začutili, da je to dekle ne samo eksplozivno, pač pa tudi vzdržljivo in si rekla pol, to bom pa šla pogledat. Če pa Kejžar, pa gremo vsem pogledat, kaj bo povedal. V bistvu ne, ni bilo tako. V bistvu sem bila kakšen mesec, da sem se opogumila. Meni je bilo vsem, takrat se pravim, jaz sem bila čisto rekreativno zase. Jakob je pa začel tam govoriti od Romana Kejžarja, najboljšega slovenskega maratonca, in tudi vedela sem, da punce, ki tam trenirajo, da niso tako rekreativke, da so res natrenirane, res dobre. Tako da sem se zelo, zelo bala tistega in sem kar precej časa rabila, da sem se opogumila. Na srečo sem imela enkrat res slab dan, nekaj sem bila jezna, ne vem na koga že, in sem se bolj odločila, ajde, grem čist sam zaprobat, no. In ja, pa tisti prvi trening, ki sem šla, je bil precej težak, skoraj sako spustila in še na cel dan prej sem bila pol čist fertik, nisem mogla nič narediti. Še celo deževalo je takrat, ko sem šla, ampak nekako je bilo pa hkrati to nekaj najboljšega, kar sem do takrat probala, no. Se pravi, nisem imela nobenega popusta kot prvo pristopnica na tistem treningu, da bi lahko kaj lažjega naredila, pa to kar na polno v ekipo noter, ali kako? Mislim, se mi je rekel Roman, da pač kar gre, da lahko tudi, ne vem, spustim malo ali pa kaj bolj odzad ostanem, ampak nekako sem pa tako trmasta, da tudi če sem vedela, da bi lahko malo popustila, sem hotela vztrajati pa slediti tistim puncam pa vsem na štadionu. Te skupinske treninge mi je marsikdo iz vaše ekipe že kakšno stvar povedal, ampak daj mi še ti povej, no to so v bistvu neki intervalni treningi, neki fartleki in tako naprej, kjer se pač, sicer ste različno pripravljeni, pa vse neke stvari pa delate skupaj, ne? Ja, v bistvu si zelo zanimiv, smo kar raznolika ekipa, no. Imamo Robija recimo, ki je zelo kratko progaš, ki teče 400 metrov pol, mi maratonci, ki imamo treninge vedno, ne vem, zelo dolge, pa tudi tisti vmes so, ki se pripravljajo za 5 pa 10, pa tudi mislim, itak po pripravljenosti smo čist različni, tako da je več skupin, pol se ustvari, pa pol tečemo, ampak tudi če smo narazen, v bistvu, ko smo skupaj na štadionu, se ves čas spodbujamo, pomagamo drug drugemu, ne vem, vedno nas nekdo štopa, tako da to je res, se mi zdi, da je res nekaj tazga, ker nima čisto vsaka tako ekipa, no, in ful, res, res dober, pač cenim zelo to. Daj mi kakšen trening, ki je res zahteven, pa do katerega imaš kar malo respekta ali pa ti gre malo na bruhanje, preden greš, ja, ampak vseeno greš. Daj mi povej, piš mi kakšen trening, kako izgleda. No, to ni težko. Najtežji trening meni osebno je 2 seriji po 10 x 400 metrov. Pa ponavadi delamo
se pravi, mislim, ne vem, nekje za 76 sekund na krog 78, kaj tasga, kar je zame zelo hiter in jaz imam raje te dolge intervale, kot pa te kratke. No. Te 400 so mi res grozne, tega se vedno bojim. Koliko je počitka med posameznimi ponovitvami in med serijama? Med ponovitvami imaš minuta, med serijama pa kakšne 4 do 5 minut. In ko narediš prvih 10, si rečeš, to ne more biti res, da moram še enkrat 10 narediti. Ja, v bistvu res. Zdaj, marsikdo reče, maratoncev tudi dobrih, posebej tisti, ki živijo moče malo dlje, pa nimajo neke tekaške sredine, to progrešajo, tle prvs, to je neko vezivno tkivo, zaradi katerega ste pač ne samo prijatelji, ampak tudi rivali in zaradi tega, rekel, tudi na treningu, ne vem, potekmujete, se dajete, ne vem, dela to tudi napredek, kot če bi samca tam delala z uro tiste iste treninge. Ja, sigurno. Jaz sem recimo na začetku, preden sem začela hoditi redno k Romanu, ob sredah vse treninge delala sama, zato ker sem imela takrat nogomet ponavadi. In mislim, da enega treninga nisem naredila tako, kot bi ga mogla. Vedno sem šla kaj počasneje, sem si kaj skrajšala, ali pa sem si ful podaljšala pauze, ker mi enostavno ni uspel. Ko sem pa začela hoditi na stadion, pa delati z ostalimi, te pa res potegnejo. No? Tudi, ne vem, meni teče za tabo, en pred tabo in si nekako kar ne upaš popuščati, tako da gre, vedno naredimo veliko bolj, če smo skupaj. Se ti kdaj zgodi, da pač ne gre trening do konca, da moraš odnehati ali pač si tako trmasta, da izpeleš program, pa tudi če bi bruhala na koncu? No, mislim, da je tako prav, da bi mogla prej nehati, če ni bilo. Okay, ja, letos, ko sem imela gripo ali neki februarja, pa sem zelo trmasto vztrajala in hotela narediti tempo tek do konca, sem mogla si ga skrajšati iz, ne vem, 10 na 6 km, ker sem praktično imela, ne vem, 39 stopinj vročine in sem že malo bleda, no, tako da takrat sem mogla skrajšati. Drugače pa kar gre, so treningi tako v bistvu zelo prilagojeni, ali pa nas Roman to pozna, da točno ve, kje je tista meja, do katere lahko gremo, in nam vedno pusti mečkom prostora, tako da pol na koncu naredimo za kakšno sekundo hitreje, kot bi mogli, kar pa je tako tudi za psiho boljš, kot pa če bi nam napisal hitreje, pa bi pol šli počasneje. Ja, to je skrivnost skupine Romana Kejžarja, ampak zdaj vas je pa že, ne vem, vsakič kakšno fotko vidim, pa vsakič kakšen več, pa ljudi poslušam, da se priključujejo, koliko vas je pravzaprav v tej ekipi, ki se redno dobiva? Joj, se pa kar težko našteti vse. Mislim, da tam okrog 20, da nas je krno. To je pa že impresivna številka za tekaško ekipo. Ja. Daj, Saša Pisk je prvi, je tako? Ja, ona je v bistvu najhitrejša od žensk. Za enkrat. Ja. Nekaj časa še. Ne, Saša so govorila tule, ja, izjemno se je naredila v maratonku zdaj. Vem, da je ti dihaš za vratnik, no vem pa, da so potem še tam pa Katja Juhart, ki je šla po 3 urami zdaj, pa Petra Tramte, Jakoba Korenča si že omenila, danes sta šla skupaj v Ljubljani. Kdo je potem še eno, mogoče na hitrco, kakšen taki prihaja? Zdaj je spet Dominika Podobnik nazaj prišla. Dominika? Ona bo tudi po moje takoj nazaj, ker že zdaj leti noro hiter. Potem zdaj imamo še Viktorijo Horvat, ki je v bistvu bo tekla maraton za gluhe, no, gre tudi na olimpijske igre. Je tudi zelo hiter napredovala. Potem, mislim, Domen Hafner je tudi ful hiter, Jan Kokal, tudi izjemen tekač. Potem sta Robi pa Jan, Robi, ki je slep, ki teče tudi zelo hiter. Zdaj, nažalost, nedolgo nazaj je nehala pri nas teči Pšenica Kovačič, svetovna prvakinja v kanikrosu. Ona je bila tudi neverjetno dobra. Pa mislim, ne vem, če sem koga spustila, ampak res se mi zdi, da vsak, ki pride k Romanu, je tako res talentiran, tudi hiter, pa vsi so pripravljeni grad za rezultate, no.
Boš rekel, da kdo še svoj talent odkrije tam, ko enkrat začne ga rad povedati, vidi, da mu paše, oziroma če bi kdo prišel, pa mu ne bi šlo, pa ne bi več hodil, če ne bi šlo skup. Pa mislim, da bi tudi, če jim ne bi šlo, bi ustrajali, zato ker se pravim, ker imamo res smo ekipa in spodbujamo vsakega, ne glede na to, kako teče, kako hiter teče. In tako je pa tako, Roman prilagodi treninge na podlagi sposobnosti vsakega posameznika, tako da po mojem bi se vsak našel. No. Zanimivo, no? To bi mogel vprašati, da Roman, ampak če delaš vem, s 3 naenkrat, je to nekaj drugega, pa če delaš 13 naenkrat, katerih vse moraš spremljati, pa malo moraš videti, kaj se dogaja. Kakšen trener je Roman Kežar? Je zahteven, je nepopustljiv, je tečen, je razumevajoč, ampak ti mi povej. V bistvu priznam, da me je bilo tega na začetku najbolj strah, ker se pravimo, vse je najboljši slovenski maraton, tudi tako ima nek ta imidž, pač deluje dosti zadržan, pa resen, ampak pa v bistvu, ko sem pa začela trenirati, sem pa kar hitro ugotovila, da je zelo razumevajoč, kadarkoli recimo me kaj zabolela ali pa sem imela kakšno težavo, če sem povedala, je vedno mi svetoval, pač ne počijem, da ne si vzamem kaj frej, ne grem bolj v easy. Tudi pred maratonom Ljubljanskim me je en dan prej poklical, po moje vedel, da sem kar precej živčna, no, in ne vem, če se zavedam, k meni tisti klic, takrat mi je res, po moje, da če me ne bi poklical, bi si premislila in sploh ne bi šla teč, ker sem bila res živčna, tako da, ja, je zelo v redu trener, no, ima občutek tudi za, mogoče take, ki smo malo bolj ne samozavestni, pa rabimo malo več motivacije. Njemu si najbrž povedala za svoje nekdanje težave in to, da je dal vse skupaj tudi v kontekst, glede na tvoj pač treninge naprej in vse ostalo? Nisem prav preveč razglabala o tem, iskreno še vedno ni preveč prijetno govoriti, ampak ja, je pa vedel, da sem imela težave, tudi vedel, da delam z Leonom, no. Koliko časa si zdaj v ekipi Romana Kežarja? Nekje od lanskega januarja, se pravi slabo leto pa pol. In v tem času si nanizala že 2 taki, kar zanimivi zmagi, en hiter maraton, mislim, ja, Roman je lahko tudi ponosen na svojo varovanko, ki postaja tako hitra. Ja, ne vem, upam, no, je pa večkrat že rekel, da imam kar precej potencijala, no, pa tudi, da sem pokazala vztrajnost in pa željo in da če želim trenirati naprej, da se lahko pol ne vem, kakšnih 4 letih tudi že pogovarjamo o maratonu za 2:35, no, tako da, ja, se mi zdi, da mogoče malo pa je ponosen, ne vem. Prav gotovo, no, zdaj se vem, da zdaj tista meja, kakšna trenerka si pa ti, Nina, recimo, trener, sicer imaš ta malčke pa tako naprej, ampak tam moraš biti zelo razumevajoč pa dobrega srca, pa hkrati moraš biti pa trener, pa moraš avtoriteto vzpostaviti, kako pa ti to balansiraš, recimo, no? V bistvu se mi zdi, da najbolj pomembna stvar, ki jo moraš vedeti kot trener, je to, da se zavedaš, da so otroci enakovredni tebi, da nisi ti, tudi če imaš neko nadrejeno tam, ne vem, pozicijo, da še vedno so samo ljudje tako kot ti in da jih moraš spoštovati, če hočeš, da oni spoštujejo tebe. Se mi zdi, da to velikrat manjka pri trenerjih, imajo zato pa težave tudi s tem, da jih otroci ne poslušajo, no. Pa nekako, da jim probaš vse pokazati kot igro in pa zabavo. V prvi vrsti moraš biti pedagog, ne trener, pa ne vem, strokovnjak v nogometu, sploh jaz, ki delam, ne vem, 7-6 let s starimi fanti, takrat nima veze to, a znajo driblati, pa če znajo brcati s prednjim notranjim delom stopala, ampak predvsem to, da se podijo za žogo, pa da se čim več gibajo, pa naučijo čim več različnih vzorcev gibanja, no. To je tisto, kar šteje. Pa da sodelujejo najbrž tudi pa tako naprej in da niso sebični, kar je zanimivo, zelo zanimivo. Zdaj, glede na to, da imaš praviš več treningov na dan s ta malimi, pa se je to že svoj vrstni trening, tudi zate najbrž si narediš kakšen kilometrček že tam ali kako? Ali se samo dereš iz roba igrišča?
Ne, ni čisto. No. Zdaj je ful odvisno od tega, koliko imam jaz energije, ampak tudi velikrat se recimo grem loviti z njimi ali pa mrska še mi na začetku, pred začetkom treninga pride do mene, pa da mi žogo vzem, a mi lahko žogo vzameš in pa se moram hoditi za njimi in probat žogo vzeti, kar mi skoraj nikoli ne uspe, ker so res, eni so res talentirani. Drugač pa ne, no. Sem bolj ob strani, pa velikrat pa vežem vezalke, tako da sklanjam se pa ves čas, če to šteje. Ena stvar, ki se v tem mulčki še ne znajo lotiti, so pa vezalke, to vem. Vem, ker imam doma, malo starejše še pa imajo izzive s temi vezalkami, še sam jih imam kdaj, ampak pustimo zdaj to, pustimo zdaj vezalke. Če so že v nogometu, ja, rekla si, začela si po naključju, no, se pravi, včasih je kakšno, kdo reče, če smečeš proč, ampak ti si tle našla, oziroma je priložnost našla tebe, zelo zanimivo, si pol naredila vse te tečaje, ali kako si pol prišla do zdaj papirja, diplome, fuzbal trenerke. Ja, tudi me je kar nekaj časa prepričeval ta trener, da naj grem delati licenco. Je pa zelo dober, ker UEFA spodbuja punce v nogometu in je bila lih lani prilika za, ne vem, koliko 20 žensk, recimo, da so se prijavile za licenco nogometne trenerke in so v bistvu financirali vse, tako da smo dobile zastonj, tudi opremo, malco smo imeli zrihtano, vse smo imeli plačano, mi smo mogli samo pritke in pač oddelati svoje, tako da to je bilo res dobro, tako da sem zdaj trenerka s C licenco, kar je v bistvu najnižja stopnja, no, ampak lahko pa delam samostojno s selekcijami do 13 let. Bi se našla v tem poklicu tudi tako na kakšnih nadaljnih nivojih, potem pa v starejših selekcijah, pa v resnem fuzbalu? V resnem fuzbalu pa v starejših selekcijah ne, zato ker mene primarno veseli delo z otroki. In pa veliko več mi pomeni to, da sem lahko, ne vem, s temi 5-6 let starimi in da jim že takrat v bistvu nekako razvijam veselje do športa. Pa tudi se mi zdi, da kakor lahko mi njih naučimo, lahko oni nas še bolj. Pa kadarkoli prideš na trening, pa ne glede na to, koliko si slabe volje, te polke začnejo ti žogo metati v glavo, ker ti začnejo vezalke odvezvati ali pa, ne vem, enostavno se zafrkavati s tebe, tako rekoč, ti polepšajo dan. Moč malo čuden, ampak res tako deluje. S takim žarom to govoriš, ja, da vidim, da res veseljem to delo opravljaš. Žal, kdaj kakšen pedagog pač mogoče ne daje tega žara in zato sem jaz prav vesel, no, da si ti pač, ne vem, dušo in telesom v tem, da res uživaš pri tem, tako kot v teku in to je najbrž zaradi tega, te imajo otroci tudi radi, no, pa tudi najbrž spremljajo tvoje tekaške podvige ali kako. Ja, to pa vedno. Pa se že hecali vsi, tudi trenerji in drugi, da imam največji fan klub po moje Sloveniji. Na Wings for Life, recimo, to sem tudi omenila med tekom, od 30 km naprej, če ne bi imela jaz svojih navijačev v progi, ne vem, kako bi tekla. Prišli so res, ful jih je bilo v progi, starši so bili, eni so kolesarili z mano, že tudi, ne vem, en mi je poslal video en dan prej, da navijajo zame, so mi povedali, kje bodo. Tudi po vsaki tekmi, ki jo imam na treningu, mi vedno čestitajo, zaploskajo, mi kakšno čokolado prinesejo. Tako, no, se mi zdi res še toliko bolj vredno se potruditi, ko pol dobiš take pohvale pa od teh ljudi, ki šteje. Lansko leto, ko si šla na Wings for Life, zakaj si se sploh prijavila? Si se sama, te kdo drug, si rekla, bom šla preizkusiti, morda pa pridem tam blizu doma ali pa kaj tasga? Lansko leto v bistvu sem šla čist brez ciljev. Tudi že 2 leti prej sem šla, se mi zdi Wings for Life en tak res lep dogodek, tudi nikoli mislim, mi ni škoda štartnine, ne glede na to, kako daleč pridem, zato ker je pa že obrodelno. Tako da sem šla tudi lani z tem namenom, da tečem, da se imam fino, da se spet malo izobam, da probam priti čim dlje. Nisem pa sploh nameravala priti daleč ali pa karkoli, no, tako da tisto je bilo zelo spontano. Si šla lansko leto sama, sta šla tudi s korenčom, kako je bilo?
Lansko leto sem šla in z Jakobom, in tudi s Katjo Juhart, pa še Klemnom, Avsenikom, ki tudi teče z nami. No. Tako da ja, smo šli kar vsi štirje skupaj, sicer na koncu, ali potem smo jaz pa Jakob še, ampak ja, nisem pa rabila iti sama. Kakšen tempo si imela takrat v zadnjih kilometrih, pol, ko si vedela, da ti zdaj že avto brnitem nek za dvema ovinkoma za tabo, a ne, a si tam pospešila, jaz sem bil na Wingsih, pa vem, da takrat, ko slišiš avto, pa ti shrup, takrat kar instinktivno pospešeš, pa rečeš, bom izprobal izvleči še kakšnih 100 metrov. Ja, pri meni je bilo malo drugače. Jaz sem in lani, in letos, ko sem slišala avto za sabo, ali pa že prej, sem ga že komaj čakala, tako da sem začela pol upočasnjevati in sem tako, v redu je, konc je, sam ne že pride, da se lahko usedem. Kdaj si lansko leto pravzaprav, evo, najbrž ste štartali ste skupaj, s kakšnim tempom, kakšen cilj je že bil, gremo skupaj, kdaj si ugotovila, da si pravzaprav sama spredi, edino dekle, da si vse pustila za sabo? V bistvu takrat je bil plan, da bi Katja Juhar tekla maraton, se mi zdi, se pravi tudi tisto 24 tempo, ampak jo je nekaj zbil želodec, ko da ji ni šlo in nam je v bistvu vmes tudi padel pejs, nam ne vem, na 5:0 ali nekaj tasga. In potem je Katja sama rekla Jakobu, da vidi, da meni še kar gre in da ne me on potegne naprej, da lahko dejansko pridem še zelo daleč. Tako da sem potem se samo njega držala in sva šla, pa prehitela sva potem še tisto, ki je bila potem tretja uvrščena. No, tako da jaz iskreno nisem imela nobenih planov, nisem se sploh še zavedala, kaj pomeni kakšen pace. Se pravi, jaz sem takrat trenirala, ne vem, slabe 4 mesece, tudi nikoli prej nisem tekla več kot 25 km, tako da nisem imela pojma, kaj me čaka. In sem se samo držala njega in tekla in to je bilo to. Lansko leto si zabeležila koliko kilometrov? Ja, 38,8. 18,8, mislim, to je izjemen rezultat. No, to je, mislim, vse nad 30 je super, vse nad 35 je izjemno, nad 40 je nenormalno. Kdo je bil pred tabo, koliko je bolj tekačev še pred tabo lansko leto sploh? Bila je samo ena Poljakinja od žensk, ne vem pa, koliko je bilo moških. Mislim, prav veliko jih ni bilo, no, se mi zdi, takrat se bi zelo razrečeni. Tudi, ko si vse skupaj videla? Si videla koga pred sabo, si imela koga za sabo, a ste bili toliko razmetani že, da... Ja, sem bila kar bolj sama, bolj kanaj. A si prišla do table komenda? Sem prišla, sem še malo prej od komende. To je bil tudi, pol so rekli, da kao moj cilj, da sem hotela priti sam do komende, da tudi če bi bila komenda 60 km stran, da jaz bi do tja prišla, ker je tu komenda. Bravo. A so letos progo nekaj spremenili ali kako? Ali so nekaj, ali bila ista? Pa ne vem, sploh. Mislim, da so rekli, da bojo spreminjali naprej od Zaloga, ali kje tam, tako da tam petek nisem prišla, no, tako da ne bi vedela. Ostalo je bilo pa praktično isto, tisto, kar ste letos tekli. Ja, meni se zdi, da ja. Centra. Lansko leto, ja, tistih 38,8 je bilo presenečenje pol na koncu, ne vem, za ekipo, za trenerja, kaj so ti rekli, kakšni so bili odmevi? Mislim, ja, vsi so mi ful čestitali, po mojem tudi res noben ni pričakoval, da bom šla tako daleč, tudi jaz iskreno nisem pričakovala, no. Tako da, ja, pa smo po mojem začeli malo študirati, da pa lahko se že pripravljam za Ljubljano, za cel maraton, naj sem polovičko, tako da... Koliko si imela čas lansko leto, recimo pri teh 38, no vidiš, to je še podatek, recimo, ki ponavadi uide, ker ni v prvem planu. Ne vem točno, mislim, da je bilo to neki 3 ure pa 3 minute, nekaj tako. Vem, da je bilo na 3 ure, no. In to je bila pa v bistvu neka vrsta generalka, so rekli, za pa Nina, da bo treba maraton narediti, je rekel trener, kaj. Ja. A si kot, da lani si bila potem najboljša Slovenka, če se ne motim, ne? Tako tudi absolutno po celem svetu, kjerkoli so bile. So ti za to dali kakšno priznanje, nagrado, karkoli? Ne, v bistvu, se to je smešano. Če si prvi, imaš vso pozornost, vse dobiš ful dobro nagrado, če si pa drug, pa noben sploh ve ne zate. Grozen. Poljaki nam nesla so slavo in ti si pa dobila tolažilno nagrado, trepljaj po hrbtu, pa en objavo v novičkah ali kaj. Ja, in si rekla, zdaj pa to bom pa jaz to popravila naslednje leto, ali kako? Mislim, ja, no. Sem nekako upala, da bom lahko bila prva, ampak se pravim, nikoli pa ne moreš vedeti pri teh Wingsih, ker lahko pride neka tujka, ki
pa teče nad 50 km. Ali je še nagrada za zmago na Wingsih, pač med moškimi in med ženskami, da te pošljajo na kakšen drug Wings for Life naslednje leto? Ja, je, ampak je pa samo tako, da v Evropi, no. Ni, da bi šel kamorkoli na svetu, ampak sem tle. Na moči tu Rio de Janeiro ali pa Sydney ali pa kaj ta. Ne, to ne bo. Kam bi ti šla, evo, če lahko izbiraš, kamorkoli bi šla? Pa jaz iskreno bi bila kar tukaj. Se pravi, meni je to, da imam svoje navijače v progi največ, tako da mi je čisto redo tle. Se pravi, ko si po lanskem uspehu si rekla letos, Wingsi sigurno bodo tudi na sporedu, tle ni debate, kot si že prej omenila. Ja. Ja, se pravi, Wingsi so tak tek, ki ga grem ne glede na vse. In tudi, če nobenega rezultata več ne dosežem, grem tja že zaradi samega teka, no. Ampak letos je bilo, evo, letos si pa poznala si progo, taktika je bila lahko tudi drugačna, tudi Korenč je že vse vedel, letos ste pa zastavili kaj, ne vem, bo pa Nina pretekla maraton mogoče ali kaj takega. V bistvu smo malo cilja, da bi šla tam za ne 44-45 km, sploh se to, če bi šli za res Umpej 24, ampak je nekako po moje kar hitro bo že jasno, da to ne bo šlo. Sicer je bilo res vroče tisti dan, ampak mene to niti ni toliko izmučal, kot me je veter tam naprej od Kamnika, ker sem imela občutek, da tečem v rikvrc, ne naprej, no, tako da tisti je bilo najslabše. Ti je ta koncept, da cilj prihaja za tabo, ti pa bežiš pred njim, se ti zdi simpatičen, no, tako? Ja, pa ne. Po eni strani ne, zato ker nikoli ne veš, kdaj bo konc, pa si veš, če so neki nevednosti. Je pa tudi zelo dober, ker se dejansko ne obremenjuješ s ciljem, ampak samo pač tečeš in probaš narediti čim več, pa kamor prideš in tudi je fino, recimo, pa, ko si konc, te poberejo in je to to. Letos ti je uspel priti pa onkraj 40, je tako, onkraj komende spet, ja. Ja, letos sem še pomalo dal. 41 pa 160, aj prav, sem prav si zabeležil. Ja, mislim nekaj tako, ja. Mislim, še en kilometrček bi pasal, ti bi bilo super, 42. Ja, ti bi bilo dober, ja. Mogoče veš, kdo je bil letos, koliko jih je bilo letos pred tabo v Sloveniji, ker je bilo tekačev ogromno, blizu 4000, no, res izjemen odziv je bil norišenca. Vem, da sem bila 16. ženska na svetu, mogoče mislim, ne vem, sem bila 49. lokalno, je možno, da je bilo to tekače pred mano. Ne bi vedela, no. To je veliko. No, evo, bom pa jaz pošpegal v rezultate, pa pogledal koliko. Ampak letos si bila najboljša spet, ja, Slovenka. Ja, mislim, da ni bilo nikjer nobene, ki bi tekla več. Vem, da so Slovenci tudi, mislim, da je Hafner nekje tekel v tujini, je tako, z vaše ekipe. Domen, ja. Ne vem, koliko jih je naredil, mislim, da kar ti imaš mogoče to v glavi. Ja, v Švici je pretekel 60, pa še malo, je tudi zmagal. Najboljši Slovenec je v bistvu bil pola, ne? Ja, je bil, ja. Se pravi, letos je Kejžar pobral najboljša Slovenka in Slovenca iz njegove ekipe, mislim, noro. Ja, res je. Noro, mislim, res čestitke Nina, izjemno, se pravi, drug let greš spet, pa probaš dodati še kakšen kamenček temu uspehom, ja? Ja, bi bilo fino vsaj 42 ziharno. Mislim, to je izjemna številka, ampak za 42 pa moraš pol kaj, to je že kar 4-10, kaj, 4-15, koliko to imate vse zračunan, verjamem? Ja, mislim, da je tam ene 4-15, pa 4-20, ko neki, ampak moraš pa skozi to držati, ne. Mene je tukaj na koncu zelo padel tempo. Se moče spomniš, koliko višincev ti ura pokazala na koncu? Ne velik, ene 130, nekaj takega. To je za maraton v bistvu skoraj idealno. No. Koliko tih je pa v Ljubljani pokazal? Jih je bilo pa malo več, ne prav veliko več, ampak mečkam pa. Ampak iskreno niti ni bilo to razen, tam po 30, tam nekje na Hredeckem, razen tistega klanca v Ljubljani nisem kaj čutila, da bi bilo ful nadmorske višine. Ti je všeč ljubljanski krog ljubljanskega maratona? Ja, edino del od BTC-ja, tam, ko so tiste krožna križišča, ki ni nikogar, del mi je mukotrpano, vse ostalo pa super.
ko prideš me žal, zaviješ nazaj za Bežigrad, pol do name, super. Kaj pa ti dvojni ovinek, pol, ki moraš iti noter, pa v center, pa na Miklošičko gor, pa joj, prideš dol po Dunajski, vohaš že cilj, pa te podpelje v levo še eno šlingo delati. Ko se ti pa tisto zdi. Ja, no, tisto ti jih prijetno, ja, zato ker res, ko že vidiš cilj, slišiš že ljudi, ampak še nisi konc. Ampak sej nekako, ne vem, meni se je zdelo od 30 km naprej vse že tako, ojoj, ne moram pisati. Kakšen je bil? Ok, mislim, izjemno si tekla v Ljubljani. Mislim, tisti, ki nismo poznali, vedeli, kakšni so plani, smo rekli, ok, tle pa ekipca, pa 3 ure to bodo naredili, ampak pol je šlo krepko pod to, kakšen je bil, kaj ti je trener položil na srce, ko te je klical pa rekel, Nina, gremo na vse ali nič, ali gremo na kaj? Ne, v bistvu je rekel, da bomo začeli tako za 4:0, ki bi mogoče, pač, ki bo neka varna cifra. Tudi je rekel, da naj se samo držim Jakoba, da naj se grem čim bolj sproščeno, da ne jemljem gele, da naj se ne obremenjujem, da je vsem prvi maraton in tudi sem vedela, da pač po 30 km nekako se še sploh šele začne maraton in sem tudi vedela, da se moraš do takrat šparati, počutiti v redu. Pa, ja, kaj povem, no. Da ne grem čim bolj tako sproščeno, neobremenjeno, da itak noben ničesar ne pričakuje, kar je ful dobro. Ljubljanski maraton, se pravim, jaz sem nanj sentimentalno vezan, ker bo tudi to moj prvi maraton davnega leta. Vmes je že marsikaj spremenil, pa vseeno, Ljubljana ima svoj čar, je domači maraton, največji je v Sloveniji, človek mora iti na to, tako ali pa drugače, posebej na celo razdaljo. Si uživala, kaj je vmes, a je bil vse podvrženo cilju, si se kdaj sprostila pa rekla, fak, se tole pa res, to je pa lušten, maraton je pa super stvar. Ja, mislim, da prvih 21 km je bilo itak uživancija cela, no še več čez dajala petke vsem, je pa še Klemen so tega še rekel, nehi, ti se špari to bo, jaz pa jako, tako da ti si bilo ful over. Pa tudi pol na koncu zadnje 2 km recimo, ker res že deluje adrenalin, ker res ljudje ful navijajo, takrat pa, ker veš, da si že konc, tisti je bilo ful over. Vmes pa, no, je pa bilo tisto, sam zdrž. Koliko je bil pa 4:05 poprečen tempo, ali koliko si imela, ti veš, vse z glave? Ne vem, mislim, da je bilo 4:03 nekaj tako, ampak ja, okrog 4:05. Mislim, noro. Jaz sem si zmeraj želeno hotel na maratonu zračunati poprečen čas, pa mi ni ratal, prišel sem do 4:06, 3:59, zato moraš laufati. Po 2:48, 48, mislim, to bo s tebi naslednjič lahko to uspelo. Si bila zadovoljna, je bil plan izpolnjen. Ja, to pa, absolutno. Se pravi, nisem vedela, kaj pričakovati. Tudi, ker sem bila vmes med maratonom, nisem mislila, da bom lahko dokončala. Pa na koncu, ker sem pač imela cilj iti pod 3, ker sem videla, koliko sem imela še rezerve, je bilo res wow, no. Tako da sem bila kar vesela. Si naredila negativ split, mogoče? Ne, to pa ne. Mislim, je to nekaj posebej. Jaz počudujem tekače, ki jim to rata. Ja, to pa res, ker ne vem kako, ker si ne znam predstavljati, da bi šla še hitrejš takrat. Mislim, razen če rečete prvi krog, mislim, prvi del toliko počasi, da drugega pospešujem, ampak je težko in to je nekaj posebenega. Letos je Ljubljanski maraton v planu. Je. Še kakšen drug daljši, mogoče, tekma, dirka? V bistvu niti ne. Šla bom v Atene verjetno čist samo odteč. Atene, klasični maraton. Ja. Noro. Ta je edin, ki si ga res želim, no. Te majorji mi niso tako pomembni, kot ta. Mislim, da je letos 42 po vrsti, a imam prav? A res? Ne vem. Mislim, mi smo bili tam 2 leti nazaj, ko je bil 40, tako da je letos 42, kakšna. Na 42. klasični maraton Atene, ker se je vse začelo, greš, Nina, zdaj sem ti kar fovš, mal, sem bil 2-krat dol, to je pa res, kar koža se mi ježi, res je dober in mislim, da je že enkrat
ena slovenska punca tam tekla okrog 2,50, no tako ti da malo izziva, ne? Če bo šla za res, ja, evo, da se da tam tudi hitro uteči, kljub temu, da ima ogromno višincev, da je vroče, ampak tisto navijaško vzdušje pa kot komendi za tebe, no tako bom rekel. In je Ja, to, meni je bolj, da ga odtečem, ne pa, ne čas. da je čas, v redu, lej, Ja. super, sigurno sem še imela super, lej, res je, Atene so nekaj posebenega, ko se pelješ zjutraj, mi smo šli pač z busi iz centra mesta, iz cilja praktično na štart in so tisti valovčki, pa skozi greš mal na dol, neto, mal gor, pa spet dol, pa skozi se nekam spuščaš, pa ta prvi ti to všeč, pa si pa rečeš, čak mal, jaz moram kontraita, ne, se pravi, moram iti gor vse čas, ampak je, top, super izbira, zakaj si izbrala Atene, recimo, no, evo, V bistvu, ja, všeč mi je zato, ker je res vroče, ker meni pa še po vročini teč. Pa to, zato, ker je pač prvi maraton bil tam. Se tudi študiram zgodovino, tako da se eno več, ker me zanima to. mhm, In ja, mi je všeč ta tradicija, pa nasploh si želimo videti Grčijo, tako da je še boljša priložnost pol. super, ne bi mogel biti boljš, res je dober, zdaj, če ti všeč vroče, boš pa mogla enkrat v Radence tudi, ampak ne letos, ni bilo vroče tam, si bila že v Radencih, si tekla zdaj v Radencih pretekli, Lani sem bila, letos ne. nisi nič odločila, da bi šla na državno prvenstvo na polovičko. Sem bila malo preveč utrujena po trojkah, pa po wingsih, to sem si raje vzela malo prej. Kjer razdaljo ste tekli na trojkah? Kratko, 12 pa pol. Ti si imela v ekipi, Domna Hafnerja pa Jana Kokalja. uf, Ja. to je bil kar, mislim, a je bil to kar pritisk, a je bil. Ja, sicer sta mi več zgovorila, da je v redu, da ne gre to za rezultat, da ne grem pač sproščeno, pa ne prehitro, ampak sama sebi sem kar ustvarila pritisk, ja, ker vsem sta pač res hitra, zelo dobra tekača, pač favorita sta bila itak na teh trojkah, tako da sem vedela, da so najšibkejši člen in da če ne bomo zmagali, bo zaradi mene. Ste imeli kakšna, včasih se spomnim, sem videl kakšna pomagala, pa to, kakšne štrike in podobno, da, ali kako ste se zmenili, a sta te kaj motivirala, kaj ti pomagala? Nismo imeli ničesar, sta me pa v klanc gor mal, vsak mal potiskala, ja, tako da je šlo veliko lažje. Je ful pomagal. Kakšen čas ste pa na tej 12 dosegali? 46, pa ne vem, 200 nekaj taska. No, za vse tiste, ki ne znate prav hitro računati, pa zdaj rečete, kaj čak 12, 6, ja, po 4 minute na kilometr je to. Ja, mislim, da je bilo 3,49 nekaj taska. To je zelo hitro. To je za trojke, pa za ta teren zelo hitro. Kakšen imaš rekord na polovički, to ga imaš tudi z letos, če se ne motim, a ga imaš? Ne, imam od lani iz Palma Imaš od lani? Nove, imam uro 20 pa 30, no, tako. Bi se dal še zboljšati, praviš. Ja. Tudi želim iti pod uro 20, no, tako da to je zdaj moj prvoten cilj. Spremljaš kaj slovensko tekaško žensko sceno, no, zdaj, ko si dobra, zdaj pač nisi čisto poprečna rekreativka, zdaj si tekačica, ki jo tudi, bom rekel, res ne, že malo gledajo čez ramo, gledaš, spremljaš punce, kjer so dobre, kjer so prihajajo. Ja, spremljam ves čas. Mislim, itak je Klara Luka, no, to na 10 pa na 5, ker nobena po moje tudi bliz ne pride. Pol vem, da je Liza Šan je izjemna na plovički, tako da mi čakam, da gre na maraton. Pa vem, da je zdaj tam mlada Klara Močnik, ki je tudi ful dobra na 10. Pa ja, sem vseh je veliko, no, tako da me ne skrbi, da ne imela dosti konkurence. No, ti si praviš, ti je bolj maraton všeč, kot recimo kakšna desetka, polovička, kje se najbolj najdeš? Ja, maraton. To. Veliko bolj štrpeti 3 ure, kot pa sem pol. Ker pa sem pol, ja, preveč, a ne. Desetko, koliko pa desetko obrneš, recimo, če bi šlo za res. Mislim, da sem rekla najboljš tam nekih 37 minut, 38 nekaj taska. Super. Šteješ, imaš preštete svoje zmage, lovorike, štengce. Ne, shranjujem sicer medalje, no, ampak od vseh trailov tekem, kar mar sem šla, manj. Tako da tudi, če nisem bila na stopničkah, manj tiste medalje, tako da.
Imaš kakšne ljubeti, bom rekel, dirke po Sloveniji ali pa kje drugje, ki so se ti res vtisnili, poleg teh, ki so jih že omenila, seveda, ne, ki so ti všeč, kjer bi šla še, ali pa boš šla, ali pa redno hodiš, ali pa je bilo nekaj nepozabenega. Ja, Bovški polmaraton, tja grem letos že tretjič bom šla. Ta je res, ne vem, res je lep. Soča trail mi je tudi všeč, no, grem tudi letos na 25. Drugače pa moč malo tako zanimiv je, zdaj ga imam 13.6. Tek po Šmarskih bregih, Top, v top. Šmarju pri Jelšah je čist tako 11 km, zelo mehen tek, ni veliko ljudi, ampak sem bila lani prvič in je bilo res ful dobro, ful, zelo dobro vzdušje, ljudje so bili ful prijazni in grem spet. Tek po Šmarskih bregih je v soboto, ali v soboto, Sobota je 14, 13. 6. 13, 6, ne 14, 6. A ja, no, pa, ja. Letos je to 14, 6, sobota 14, 6, tek po Šmarskih bregih, pa zvečer imajo še Karpanov vzpon, neki tazga, gor greš na sveti rok, tam gor, neki tazga, ne? Ja, Sedaj je sveti rok. Tisti se mi zdi zelo simpatično, no, mogoče spoštovani, spoštovane, če hočete se pomeriti z Nino Gubanc, pa da vidite, koliko boste za njo zaostali, veste, kam lahko greste čez, ajde, 3 tedne že, no, to je že čez 3 tedne, hitro gre ta čas. Bo še kam šla, kar imaš v koledarju, ali boš sproti, ker zanimivo mi je, da hodiš tudi na trele, mal netipično za cestno maratonko, ampak tebi to je dopolnili ali pa celo trening, ki ti koristi. Mislim, prej sem prej tekla, prej sem sploh začela cesto tako malo, pač rekreativno, no. Sočo grem vsak let, tudi lani sem zmagala, tako da sem dobila štartnino letos, tako da grem definitivno. Drugač pa ja, traili so super, tudi če nikoli ne greš na polno, saj jaz ne, jaz si grem tja uživati, ker imaš res hudo naravo, pa ful je fajn, ker razgiban teren, da ima gor, mal dol. Pa vse, kar zgubim na dol, lahko ful pridobim v klanc gor, ker imam kar precej močne noge, no, tako da je fajn. Tudi hribolaziš, kdaj si hribolazila, ti je to moče blizu všeč? Ja, ne tako pogosto, zato ker mi zmanjka časa, ampak grem pa zelo rada v hribe, pa si želim, da bi šla lahko večkrat. Izjemno, izjemno. Te ne skrbi, mogoče pri trelih, ena slabost imajo treli, mogoče če reš malo hitreje, pa če kakšna korenina prehiti tvoje oči, no, pa se prekucneš, kje lahko se poškoduješ, ampak ne, si dovolj spretna tudi na tem področju. Ja, sicer vedno se pravi, počasnim na dol, tako da tam zelo zgubim, ker sem bolj boječe sorte. Ampak te pa klanc gora, pa ravnina, tam pa itak ni šans, da kaj bi bilo, no, tako da to pa lahko naredim svoje. Kakšnih daljših razdalj za enkrat, če ne boš poskušala v trailu, recimo tam, to boš pustila za kdaj v prihodnosti. Ja, kak do 30. leta bi rada kakšno 50 zihar pretekla, no, pa tudi 100, ampak zaenkrat še ne. Zaenkrat, če ne. Govoriš, da imaš malo tudi pogled dlje, ne samo do konca sezone, mislim, skromnost na stran, karkoli plani, kaj bi želela recimo narediti v teku, prej si omenila 2:35 v maratonu, kar je že izjemno, izjemno na visokem nivoju, to se spogleduje že tako z, ne bom rekel, to je že polprofesionalno, no, rekla temu tako, no, da se bodo ljudje lažje predstavljali. Kaj pa še recimo onkraj tega, če bi šlo? Mislim, mogoče vsem bi rada probala desetko svojo izboljšati, tam saj ne vem, na 35 minut. Tudi ja, imam kakšne te ultramaratone, ultratraile v mislih, bi rada kakšno tako daljšo kdaj naredila. Nekaj pa načeloma, kar imam cilj v teku je to, da bi lahko čim dalj tekla, čim več, pa ne vem, da bi čim več ljudi tudi spodbudila, da teče, pa predvsem, da me te mali, ki jih treniram, da mogoče vidijo, da je šport, v bistvu smisel športa to, da uživaš, no, in da dejansko tudi oni pol ustrajajo v tistem športu, ki jih veseli. Se pravi, zdaj boš ta male
popoldne trenirala futbol, pa boš imela po sobotah še mini trail skupino ali pa mini tekaško skupino, kjer jih boš učila pa tekaških veščin ali kaj. Ja, mislim, cilj bi bil dober to, ja. Misliš, da bi se čisto med nama tako, misliš, da bi bilo to, ne vem, rekreacije cel kup za otroke oziroma že resnih športov kot takih, no, zdaj, večkrat smo se že pogovarjali, da otroci grejo v neko atletiko, gor, pa pol to pustijo, ker je morda preveč zahtevno usmerjeno, ni pa neke, dajva reči, malo rekreacije za otroke, v smislu, da bi se dobivali dvakrat na teden, pa tekli brez tega, da imajo plan, da bodo v U12 čez 3 tedne, pa ne pobirali medalje. Misliš, da bi se kaj tazga parijel, bi bilo to uspešen? Jaz mislim, da ja. Tudi mečkam sva s trenerjem, kad jaz skupaj že malo razmišlja tudi o tej odprti nogometni šoli za starejše, ker se mi zdi sploh v nogometu je res tako, da enkrat, če nisi dovolj dober, ker si malo starejši, te kar odpikajo, te noben več ne šmirgla, tako rekoč. Se mi zdi škoda, ker potem veliko ljudi takrat opusti šport, tako da, če že bi pol delala, mogoče, da bi res naredila kakor miks atletike, nogometa, dejansko za otroke, ker tudi nima nobenega talenta, tako rekoč, ki bi sam radi se, ne vem, zabavali, da se naučijo atletske abecede, da se naučijo gibanj različnih in pa da se pač zraven še pojajo za žogo. Malo še agilnosti, koordinacije, še tega razviješ, mislim, kaj božga, no? Kaj božga, jaz držim pesti, da ti uspe, Nina, tole speljati projekte, torej imaš, vem, da zdaj odhajaš na delo, ja, popoldne bo, ne, in morda za konc še kakšno vprašanje, da tale super pogovor, no, jaz sem navdušen nad tabo, verjamem, da bo tudi slovenska tekaška scena super si uletela noter, pa malo vse skupaj razbrskala in pokazala, kaj vse se da, superca. Deluješ mi, ja, že prej sem dejal, zrelo odraslo, ne morda, z vsem spoštovanjem posebej, za 23-letnico si zrelejša, kot bi bila kakšna, morda tudi zaradi tega, ker si vse to dala skozi, ker si tudi v športu, ker si se borila s temi anoreksijo in tako naprej. Kako bi pa zase rekla, si odprt človek, si resen človek, si introvertiran, ekstrovertiran, kako bi sebe postavila, imaš veliko smisla za humor, imaš rada svoj mir, kako bi sebe popisala v tem? Drugače sem kar precej introvertirana, no, mi ni lih lahko tako dobiti prijatelja, karkoli, ampak ker sem pa v krogu ljudi, ki jim zaupam, takrat se znam sprostiti, pa se velikrat hecam na svoj račun, ker pač iz norca biti ni težko, ne. Najbolj sem pa sproščena itak z otroki ali pa kadar tečem, no. Kad delam tisto, kar me veseli, sem čist druga oseba, kot pa recimo, ne vem, v šoli. Tamle od Vodic praviš, imaš še kar umiljen krog, ker rada tečeš. Ja, skozi eno in isto. Tam te lahko se te da, srečaš kakšne druge tekače zdaj? Ja, čeprav zjutraj, če grem ne toliko, v vikendih jih je veliko, pa pol popoldan jih je dosti, no. Se mi zdi, da jih je kar veliko. Te že kaj bolj prepoznajo tvoji sovaščani, pa soobčani zdaj, ko si pa že malo zmaguješ, pa ko si tekačica, ki jo tudi v medijih prepoznajo. Ja, zdaj pa v Hincih mi je praktično vsak iz vasi je prišel do mene, pa mi čestitev. Tudi ljudje, ki smo se prej samo pozdravili, ker nismo nekaj govorili, so kar prišli do mene, pa mi čestitev, govorili, da so ponosni name. Kakšna oseba je prišla do mene, rekla, da so dobili solzice, ki so me spremljali, da so veseli, ki me poznajo. Tako da ja, sem kar prepoznavna, kar je čuden. Izjemno. Mislim, kako pri 23 letih si vzornica v lokalnem in tudi širšem okolju. No, mislim, tale odločitev, da te povabim v podcast, je bila prava. Se ti moram res zahvaliti, da si vzela čas, no, pa da si iskreno delila tudi svoje izkušnje, pa tisto, kar počneš. Izjemno cenim to, verjamem, da tudi najni gledalci in poslušalci bodo videli v tem veliko dodano vrednost. Nina Guban, starša, da ne boš tudi ponosna na te, zdaj
po vseh teh letih križev in težav si zdaj. Imaš ti kakšnega vzornika, pa tako rečemo, no? Imaš ti kakšno vzornico, vzornika, nasploh si ga imela kdaj? Pa tako prav res ne. Za zgled sta mi starša, ki res delata po 2-3 šihte ves čas in v bistvu sem se tega trga dela naučila od njiju, no. Drugač pa kar spremljam, recimo je Janja Garnbret, ona mi je res wow, tudi oseba vse. Tak, ne vem, to je pa to. Bo kar dovolj, ja, Olimpika ti je zgled, lej, Ja, veš kam, te še zapelje tvoja pota. Zdaj te spustim po tvojih obveznostih. Spoštovane, Nina Gubanc je bila tole, a prav naglašujem tvoj priimek. ja, je prav. Saj tle okrog Gorenjske mi še kar gre, lej, mogoče se vidva na Šmarskih bregih, nič ne obljubim, ampak tam dol spet hodim že, pa imam prijatelje dol, že nekaj let pa ne uspem, morda tam, sicer pa sigurno kdaj okrog Brda, kjer vaša ekipa tudi pride na kakšen dolgi trening, pa ti dam tam petko. Nina, hvala ti, jaz ti želim izjemen dan, izjemno leto, izjemno kariero. Evo, tako, hvala. Hvala ti tebi. Lepo se imej. Enako, dio. Čau.